Za tale razgled se je pa splačalo priti sem gor. No, ampak gotovo veste, da pri volanu pogosto svetujemo, da enoprostornik ali pa SUV morda ni najboljša izbira, če potrebujete avtomobil z veliko prostora. Pogosto se namreč zatakne pri dolžini prtljažnika, ki je bolj pomembna od same višine. Resno, kolikokrat boste pa v avtomobilu prevažali pralni stroj? Verjetno skoraj nikoli. Verjetno pa tudi bolj pogosto kakšne kovčke, otroške vozičke, otroška kolesa ali pa svoje športne rekvizite. Zato velikokrat priporočamo izbiro kakšnega karavana. Recimo takšne Toyota Auris TS. TS kot Touring Sport in ne več kot Toyota Sport, kar je oznaka pomenila včasih, ko so jo natikali na najbolj športne primerke. Že ko boste vam postavili kakšno večjo torbo, boste opazili razliko. Tale prtljažnik je namreč dolg več kot meter, kar je res veliko, je pa tudi res, da zaradi konkurence mora biti prostoren. Novi Golf Caravan namreč ponuja preko 600 litrov prtljažnega prostora, z velikim prtljažnikom se hvalijo tudi pri prihajajoči Hondi Civic. Prtljažnih litrov je tukaj 530, kar je nekoliko manj od Golfa, ima pa tudi Auris povsem ravno dno, pod katerim se skrivajo manjša odlagališča. Z enostavnim pritiskom na tisti 2 stikali lahko naslonjali zložim povsem v ravnino in tako dobimo tukaj 2 metra prostora oziroma bojda rekordnih 1658 litrov prostornine. Dejansko se mi zdi pa najbolj domiselna ta mreža, ki jo povsem enostavno lahko pritrdim na te zanke, ne glede na to, ali so naslonjala podrta ali vzravnana. In pa še nekaj, zadek karavanskega Aurisa je 10 cm nižji od tistega pri kombi limuzini za lažje natovarjanje težkih predmetov. Na karavano ob izbiri novega avtomobila marsikdo pozabi, zato po njem pogosto posegajo predvsem flotni kupci, torej podjetja, kar pa se mi pogosto zdi povsem nesmiselno. Obenem se karavan pelje praktično identično kombi limuzini in v večini primerov bolje od SUV-jev oziroma enoprostornikov. Ker smo kombi limuzinskega Aurisa v testih že večkrat pohvalili, lahko pohvalim tudi karavana, ker se pelje povsem enako. Občutek na volanu je dober, podvozje je dovolj udobno, a hkrati dovolj čvrsto, skoraj 30 cm dolžinskega prirastka v primerjavi s kombi limuzino pa se v bistvu ne čuti. Pa še izgleda dobro. Ponudba motorjev je enaka tisti v kombi limuzini, tudi hibrid je na voljo v takšni različici Touring Sports, če ste bolj varčni in ekološko naravnani. In to je tudi prvi hibridni karavan na svetu, njegov prtljažnik pa ni nič manjši v primerjavi z običajnim TS-om, kjer so baterije pospravili drugam. Še ena od razlik v primerjavi s kombi limuzino pa je 1,5 m dolga in skoraj meter široka panoramska streha, a je ta avtomobil nima. Takšen TS je od kombi limuzine dražji za 850 €, kar je ceneje od podobno velikih enoprostornikov, pa še lepše se pelje, ker je manj oddaljen od tal. Dejansko sem prepričan, da se bo kljub hudi konkurenci kar dobro znašel.